Ne, to ne mogoče, to ste videli. Ne, to je res. Tako je narobe. Vip voditelj na Radiu Robin. Rad se vračaš v naše konce, predvsem v Brda, kjer najdeš svojo oazo ob vsem, kar ponujajo. No, in nekoga iz Brd smo zdaj le povabili tudi v našo družbo. Z nami je Aleš Kristančič iz Movije. Evo, kakšna čas. Živijo, Aleš. Pa je čas. Njemu velikrat prijem, ker on ima pa toliko dela in je moj ljubi prijatelj, da je meni naroden njemu hoditi težitne. Ker vem, da vsi hodijo iz cele Slovenije k njemu in da ima človek red tudi svoj mir. Jaz poslušam, Jana, veš, recimo, ustvarjaš verjetno zvečer. V glavnem, ja. V glavnem, ne, takrat je tisti del dneva. Ja, ker svoj mir najdeš, se veš, čez dan je distraktorjev. Umetna inteligenca med nami, kakšno mnenje imaš o njej? Ne vem, mislim, da se nekaj zgublja s tem in da predvsem me pa skrbi umetna inteligenca, da bo zelo hitro se dosegel nek nivo, ki bo sicer zelo ok, ne bo verjetno vrhunski, ker za vrhunsko strabaš dušo in telo, ne. Sem pa jaz umetno inteligenco vprašal, kdo je Jan Plestenjak. Ačmo poslušati, kaj pravi. Dajmo. Jan Plestenjak je slovenski pevec in kitarist, ki je bil aktiven v glasbeni industriji. Znan je po svojih ljubezenskih baladah in pop glasbi ter po nastopih v živo. Saj to bi kar držalo, a ne? Ok, greva naprej. Prav tako je bil v vlogi igralca, nastopil je v slovenski filmu Petelini zajtrk ter v gledališki igri Prodal bi te za pol cvenka. Prodal bi te za pol cvenka, a si bil v tej gledališki? To je res. A ste za frkancijo? Ne. Tako je vse narobe. Tako odgovori. Okay. Ja, je še mlada, ne? Še odrašča. Temu le ne dal diagnoze postaviti moje zdravstvo. Evo, mava, samo še eno. Recimo, kaj pa Janovo ljubezensko življenje? To sem tudi vprašal. V letih 2007 in 2008 se je pojavil na naslovnicah zaradi ločitve od tedajše žene Nataše Pirc. Od leta 2014 je poročen s pevko Evo Boto. Poglej ti, ločil si se od današnje predsednice države, lahko bi zdaj bil prvi mož države. Jan! Ne, to ne mogoče, to ste videli. Ne, to je res. Tako je narobe. Tako je res. Je pa nekaj tudi res. Če še enkrat zdaj vprašam, bo nekaj drugega odgovoril. A veš? Eva, zdaj le z nama. Očitno si našla enega primernega za svojo višino, Eva. Ja, končno, ne? Končno se najde en ta prav. Ja, drugače se vidiš z Janom. Ja, z Janom, ja, glede na svojo višino, jaz mislim, da bi bil skoraj izmed redkih, ki je bil primeren za me, ne? Torej, če prav razumem, je bilo to vabilo na dejt. Ma ne, mi z Jana se res zelo lepo razumeva. Ja, zelo spoštujem, z nas srca ga spoštujem. Ne vem, mislim, to bi bilo skoraj malo prepovedano, če bi jaz z njim šla na dejt. Mislim, da ne bi. Ja, ne vem, a bi šla skupaj na dejt, Jan? Ne, zato ker to je res moja prijateljica. Kaj ti je pa pri njem recimo najbolj seksi? Ja, glas, seveda, kaj? Glas. Njegov glas, njegov stas. No, v nadaljevanju testiramo, kako seksi izpade njegov glas ob vremenski napovedi. Ostanite v naši družbi. Pa poglejmo proti nebu, današnji VIP voditelj Jan Plestenjak. In menda si spesnil zdaj vreme po naslovih svojih skladb. Ali kako že? Kako pak? Da slišimo vreme s tvojimi naslovi. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, priznam, lepo vreme dobro sede. In veter severa je kriv, da se bo od severa zjasnilo. Ampak še vedno ne vem, zakaj ona sanja v Ljubljani, ker tam je vedno megleno. Zato meni dobro je, ko se pripeljem na sončno Goriško, ki je prelepa za poraz. In jaz že vem, zakaj. Se bom še večkrat vrnil, kot sem se vračal že 7 let nazaj. Roke stran od mojih Brd, kjer najdem svojo uteho, ko se hočem povzpeti iz pekla
do raja. Pa to je bilo najlepše vreme. Sicer ne vem, kakšno bo jutri, ma nima veze. Evo, v nadaljevanju te čakajo verjetno najtežje vprašanja na svetu. Zate jih ima 8-letna Lea in če si pripravljen, greva lahko kar na prvo vprašanje. Živjo, Jan. Se ti je kdaj med nastopom zgodilo, da si nekaj zalomil, pa si tako dobro prikril, da tega nihče ni opazil? A se ti je na nastopu zgodilo, ne vem, da si pozabil recimo besedilo? To se zgodi skoraj na vsakem koncertu, da eno besedilo pozabim. Ampak imam to srečo, da ljudje res pojejo od začetka do konca in jaz pol odglumim in dam mikrofon kot ljudem in pol vidim, aha, tako gre tekst dobro. Zdaj pa sem vi. Dejte me spomniti, zakaj se gre. Evo, gremo dalje. Ko me učiteljica v šoli vpraša, imam tremo. Kako pa ti odpraviš tremo, ko jo imaš? To ne bi smel otroku reči, kako odpravim tremo. Aha. Rečemo, da spijem en kozarček vina, prej, če imam tremo, ampak res nimam več treme. Moj strah edini je, a bom prehlajen, a bom imel glas za ljudi, ki so prišli, ampak že to je dost velik strah. Jan, ti si poznan tudi kot velik gurman, ne? To vemo. Rad dober jem in dober pijem. Ja, tako. Rad obiščeš, torej naše konce smo rekli, tudi zaradi hrane, ne samo zaradi soka, ne? Kaj najraje naročiš, ko obiščeš recimo kakšno gostilno? Odvisno, kam pridem. Zdaj, če pridem na Štajersko, verjetno ribe ne bom, pa pašne naročil. Ne? To je res. To bi bilo narobe. Ne? Če pridem na Goriško, so pa že te mediteranske stvari, ki so zelo dobre. Ne? Aha. Jem pa vse. Če pridem v šofersko gostilno na Otočcu, bom naročil vampe. Ne? Vampe. Normalno. Točno to. Slišal sem, da imaš rad vampe na en poseben način. Ne, na Tržaški mi je najboljš, ker ni moke. Ne? Tako. Ja, kako to zgleda? Kaj je to, na rdeče? Ja, na rdeče. Aha. Super je, ni težko za želodec. Aha. Jaz sem se, kam imajo v Sloveniji tak odboj te vampi. Ja, tudi pri meni. Ne vem, v Italiji recimo je to največja delikatesa, v sendviče dajo vampe. Ne? Ampak, lej, ne boš verjel, prav takšne vampe ti je pripravil šef z Michelinovo zvezdico iz restauracije Dam, Uroš Fakuč! Uroš Fakuč je v našem studiu! To je pa nov tržaški način. tak kralj. Tak kralj. Danes mi boste sami, jaz sem zakompleksan. Največje frajerje mi boste. Živijo, Uroš! Lepo zdrav. Ja, hvala lepa. Uroš, to pa je presenečenje. Boste probali, pa boste povedali. Ja, Uroš Fakuč. Njemu rad pridem, najprej dajmo se pohvaliti Slovenci, da imamo top frajerja z Michelinom. Ne? Michelinova zvezdica. In smo veliko večerov prekrasnih preživeli pri njemu in jaz imam tebe prav rad, ne, si mi res ljub človek. In zdaj bo Jan tudi že testira. Jan, kakšni okusi so? Ja, lej, vrhunsko. Vrhunsko pravi! Treba je ljudi navaditi na to, ker je res dobro. Ok, jaz bom zdaj prvič to jedel, ne, na tržaški način, prej sva rekla na rdeče. Probe to, jaz mislim, da bo ta intervju se zdaj končal, ko bomo jedli, ne. A hudo. Ma pemo na musko. Ni to tvoje, ni njegov. Odlično je to, levo. Voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.